Svetnice in svetniki so potrdili rebalans proračuna za letošnje in prihodnje leto. Prihodki po besedah župana Mirana Stanka v letošnjem letu tako znašajo 41,5 milijona evrov, odhodki pa slabih 43,6 milijona evrov. Sicer gre v letu 2020 za zmanjšanje na prihodkovni strani za približno 3% ali 1,3 milijona evrov in pa na odhodkovni strani približno za 4,9%. Razlog za zmanjšanje je predvsem v zamiku dinamike izvedbe del. Namreč zaradi takšnih in drugačnih razlogov je prišlo do zamika v jesen, tako da bo prišlo do plačil v naslednjem letu in zato je treba ta sredstva prenesti v naslednje leto. V tem smislu so se zmanjšali najbolj transferni prihodki, posledično tudi odhodki na tistih postavkah, ki so vezane na te transferne prihodke. Povečal pa se je znesek za nakup varovanih stanovanj v bloku, ki se ravnokar gradi na Kovinarski ulici, polovica pa se prenaša v leto 2021. Tako da se zvišuje proračun za leto 2021 za približno 2 milijona evrov, na odhodkovni strani za približno 4 milijone evrov. V letu 2021 pa ti isti prihodki in odhodki prehajajo in povečujejo proračun. V letu 2020 smo to že upoštevali, v letu 2021 pa še ne, tako da zdaj s tem rebalansom to popravljamo. Po drugi strani pa se povečuje, tako kot sem že povedal, tisti projekti, ki so bili prenešeni v leto 2021 in pa nakup stanovanj, neprofitnih stanovanj. Tako da dejansko delamo izravnavo in prilagajamo dinamiko izvedbe. Glavni razlog za povečanje prihodkov je upoštevanje višje povprečnine oziroma višjih transfernih prihodkov z naslova države.